Pač to, kar je zdaj, je itak še toliko bolj noro, kot je bilo takrat, ne. Ampak ja, pač vzdušje je sigurno tisto, ki potegne. Pozdravljeni v novem Ljubno podcastu. Z mano danes prav posebna gostja, Eva Bastardi, oziroma v skakalnem svetu bolj znana pod priimkom Logar. Živjo, Eva. Živjo, Špela. Kar nekaj časa je minilo, ko so se midve videle, oziroma ko so te v skakalnem svetu videli. No, nazadnje sem bila lansko leto na Ljubnem. To mogla moje fante pela, da so malo videli, kaj to pomeni. Iskreno sem te pogooglala, ker me je zanimalo, kdaj si prvič nastopila v mednarodni konkurenci. A ti mogoče veš, ali ti jaz povem? Lahko ugibam. Ajde, daj. Mislim, čisto v mednarodni konkurenci po moje nekje 2004. No, na Wikipediji piše 2005, mislim, da 16. januar. Ok, jaz sem imela v glavi še naše minor cagne, pa tako naprej. No, takrat si bila stara 12 let. Velikokrat pozabimo, kako mlade ste bile, ko ste vstopile v mednarodno konkurenco in v bistvu, ko ste začele tvoriti neko reprezentanco in posegati po mednarodnih rezultatih. Ja. Res je, ja, pač moja generacija, pač mi smo bile res ful mlade, pač ni bilo niti, ženski skoki niso bili toliko razviti in normalno so vse, ki smo pač skakali v Sloveniji, so pač pobrali in smo začele skakati, pač ene bolj uspešno, ene manj. Ampak ja, zelo hitro smo začeli okrog hoditi in moji mami velikrat pove zgodbico, ko sem šla prvič, no, ampak vem, da sem šla v ta minor cagen, pa ni bil pač celinski pokal. Ja. In kako sem šla jaz z enim mehnim ruzačkom in sem imela vse za cel teden, zakaj moramo zdaj izmeriti ta velike borše nositi sabo z vso opremo, tako da ja, zelo mlade smo šle. Kako si se pa v bistvu spoznala s smučarskimi skoki? Kaj te je privedlo, da si se odločila, jaz bom to počela? Ja, pač na Dolenjskem imamo en mehen luškan klub v Zabrdju, tako da v bistvu je moj brat začel, je bil tudi sošolc Zmajovtič. Tako da, pa sem pa jaz v bistvu mislim, da mi je bilo bolj dolg čas, kot kaj drugega, pa sem šla parkrat z njemu, ko smo imeli pauzo v bistvu med poletno in zimsko sezono, sem šla parkrat v telovadnico, pa so doma že malo cvikali, da ne bom jaz začela skakati, pa sem rekla, ne. Pa sem pa en dan le prišla pa, oči, lej, ka znam počepati. Tako da, pa v bistvu, ko sem šla prvič na skakalnico, mislim, da je zelo hitro bila ljubezen na prvi pogled in pač sem sledila svojim občutkom. Ok, torej staršem lahko povemo, ko je otrokom dolg, saj se odloči za smučarske skoke. Ja, sigurno jim ne bo nikoli dolg čas. Ok, takrat ti je veliko oporo nudil tudi tvoj oči, a ne? Kasneje pač je umrl in kaj ti je prav pomenila ta njegova podpora? Ogromno, pač mi smo bili res en mehen klub in jaz sem bila med mlajšimi in velikrat je bilo tako, pač imeli smo samo enega trenerja in za vikend so bile tekme in starejši so šli z trenerjem na tekmo. Meni je ostal oči, tako da sva pač mi dva pol hodila skupaj same dva po tekmah, tako da pač, ker on tudi ni v bistvu bil nikoli v skokih, ni znal, ampak je bil pa vedno dosti družaben, je zelo hiter pač si najdu kakšne prijatelje, ki je po klubih, kjer klub mi lahko pomaga namazati smučke pa tako naprej. Tako da, ja, pač brez njega, sploh tisto od začetka, pač ne bi niti slučajno prišla do tja, kamor sem. Pa tudi pol v bistvu naprej, no, ko je umrl, je v bistvu mami dala pač vse, kar je lahko, ker tudi v bistvu kasneje, ko sva se enkrat pogovarjale, mi je lepo povedala, da v bistvu si jaz sem mislila, da pač kar je moj oči pač vložil, to sigurno ne bo pač tam ostalo. Tako da je v bistvu ona takrat stopila, ker pred tem je res bila zelo malkrat na treningih in tekmah. A misliš, da so bili pol te trenutki prav vajni trenutki med tabo in tvojim očetom? Ja, pač midva so bila sigurno športno gledano zelo povezana, sploh pač on je bil rokometaš in sigurno si je želel
pač ta športni vložek v naši družini. In so bila na tem področju sigurno ful povezana in me je tudi zelo podpiral, ja. Je bila mami pol verjetno, vsaj ponavadi so mamice tiste, katerim se gremo potolažiti. Ja, ja, sigurno, ja, pač tudi, ampak tudi moj oče je bil še zmeri dost čustven, no, sploh tudi na takih stvarih, recimo, ko sem se enkrat poškodovala v Avstriji in je trener klical domov pač njega, je menda oči čisto komenel in pač je bil čisto paf in vse in takrat je mami rekla, zdaj, če se karkoli zgodi, mene pokličite, ker on je pol čisto dio, tako da pač v tem smislu je bilo mami zmeri malo bolj tako, ampak je pa sigurno, ja, druga podpora pač in zato je fajn, da imamo očite in mamice vsakega za svoje. V bistvu veliko oporo so nam starši, sploh v začetku naših poti, pa tudi potem, ko si se res profesionalno ukvarjala s tem. Ja, pač jaz mislim, da je zelo težko priti do nekih dobrih rezultatov, pač če nimaš podpore družine, pa cele družine, v bistvu tudi bratov, sester, kakorkoli, pač jaz imam brata in brez tega sigurno ni, ne, sploh dokler nimaš izpita za avto, veš, da te morajo na vse treninge voziti, ne, mi recimo, sploh jaz, ko sem z Dolenjske, pač mi smo imeli najbližji ali Mostec ali pa pač Kisovci in to je bilo 45 minut v eno smer, ne, in tudi pač se je bilo treba pripeljati na trening, ne, in ni bilo vedno pač kombija, pa tako, no, sploh od začetka naš klub ni imel kombija, so mogli starši nas voziti, pa tako, ne, tako da če nimaš podpore, ja, je sigurno težko, ja. Kaj pa takrat, ko si nastopila kot 12-letna punčka, kaj je bil takrat tvoj cilj? A to, da se zabavaš, ali si vseeno želela kaj doseči, oziroma kaj te je takrat vodilo? Sigurno je bilo eno z drugim, ne. Jaz kot pač v tistih letih sem v bistvu trenirala zraven še rokomet, pa pač še malo badminton, ne, in ampak vedno je bilo na prvem mestu so bili skoki, ne. Okay. In pač jaz sem se rodila, pa mislim, da vsi športniki se rodimo s tistim žarom tekmovalnosti in ni pač bila nikoli zgolj samo zabava. Tako da je bilo pa sigurno lušen okrog hoditi, se družiti. Ampak ja, pač brez tekmovalnosti sigurno ne gre. No, kasneje si se vpisala v šolo v Kranju. Verjetno je bila to posledica, ker si trenirala smučarske skoke. Ja, definitivno. Sploh zaradi tega, no, pač jaz sem bila ena izmed tistih malo bolj pridnih punčk, tako da so v bistvu v osnovni šoli sicer mi eni učitelji malo odsvetovali pač ekonomsko gimnazijo, pa da bi jaz mogla iti na splošno, pa sem gledala druge opcije, ampak sem vedela, da če hočem v skokih vztrajati, nimam niti druge možnosti in pač jaz osebno sem zelo vesela, da sem si izbrala to opcijo. Tudi profesorji so nam šli zelo na roko in sigurno sem prišla z veliko manj stresa skozi srednjo šolo, kakor bi kjerkoli drugje in sem zelo vesela, da sem se tako odločila, ja. No, da malo bolj razloživa še ostalim, da bojo približno vedeli, zakaj se gre, kaj točno nudi skakalcem oziroma športnikom gimnazija Kranj. Prvo kot prvo je samo čez cesto dijaški dom, tako da ne zgubljaš časa niti s tem, kdaj greš na trening, koliko časa rabiš, da prideš do telovadnice, do šole in tako naprej. Tako da je to v bistvu eno z drugim. Pač meni osebno, kot sem glih prej razlagala, sem se mogla voziti skoraj 1 uro v eno smer, da sem prišla do neke normalne skakalnice, kjer smo lahko naredili trening skokov. Sem kar naenkrat iz osnovne šole v srednjo šolo imela ful enega časa. Okay. To verjetno pač ostalim, mislim, veliki večini skakalcem se ne zgodi, no, ampak jaz vem, da takrat mi je bilo kar naenkrat wow, jaz sem ful enega časa, da lahko še marsikaj drugega naredim, ne. Tako da mi je bila dejansko srednja šola ful lažja, kakor osnovna šola, ker sem imela več časa za te stvari. Ampak kar se tiče pa gimnazije v Kranju, je pa
profesori se ti prilagajajo, zelo so razumni za športnike, kar vemo, da ni vedno. Tako tudi, če vidijo, da je športnik oziroma pač učenec več sposoben ali pa da se želi pri kakšnem predmetu več znanja, se potrudijo in pač imajo tudi individualne ure. Pač sama sem takrat v bistvu so vedeli, da imam lahko zelo visok rezultat na maturi in so v bistvu tudi matematiko sem imela pač individualne ure, da sem šla lahko na višji nivo in vse, tako da kar se tega tiče, dokler si ti bil fair do profesorjev, je bilo pač res, so se tudi oni pač prilagajali in ti pomagali na tvoji poti, tako da za športnike, pač tisti, ki si želi, nekaj je sigurno veliko manj stresa, da prideš čez, pa še vedno, da dobiš znanje. No, po eni strani tudi verjetno športniki občutijo potem manj stresa, ko lahko imajo kar naenkrat šolo, trening, nekako imajo splanirano kaj in kako. Ja, no, saj tako kot sem rekla, v bistvu ne izgubljaš tega časa do treninga, ne. Po šoli recimo greš lahko, pač zdaj odvisno kdaj je, ampak se spomnim, smo imeli tako, da si lahko šel samo malo pojesti in si šel na trening. In po treningu si imel spet ful časa, si lahko pač malo za šolo naredil, pa si se šel lahko normalno malo steč, zvečer stretching narediti in imaš vse v bistvu po roki. Do skakalnice greš lahko tudi peš v Kranju, smo šli tudi velikrat tja, da smo se tam v bistvu že dobili, tako da tudi ta časovni del je sigurno en velik plus, no. Zdaj se pa mogoče usmeriva malo na skakalnice v Ljubnem. Če me spomin navara, si nastopila na tisti, oziroma si preizkusila tisto prvo skakalnico na Ljubnem. Ja. Kakšna zgodba je za tem? Ja, čista prva skakalnica, pač se nisva najbolj ujele. Je bil radius kar hud. In v tistem trenutku sigurno tudi nisem bila v najboljši formi in tudi zaradi malo moje omejitve v malo trših gležnjih sem imela pač malo več težav v samem naletu, tako da smo se tudi takrat odločili, da na uno prvo tekmo, da bom jaz rajš pač pogledala punce, kako bojo poskakale, ker nisem mogla v bistvu niti speljati. Pol, ko so jo vsaj malo popravili, pol smo bile že malo bolj, no, čeprav meni ta skakalnica v Ljubnem, no, pač sama krivulja, no, naleta in tako naprej, mi sigurno najbolj ne ustreza, mislim, mi ni ustrezala na mojo tehniko skokov, tako da iz tega vidika nisem bila najbolj navdušena, ampak je pa za sabo Ljubno vemo, da potegne izjemno vzdušje in iz tega vidika sem se vedno zelo, zelo veselila Ljubnega in sem vedno govorila, da je to naša mala planica. Kdaj pa je bila potem tista prva tekma, ki si nastopala? Ali je bil to celinski pokal? Mislim, celinski pokal, ja, sigurno takrat je bil že celinski pokal, samo zdaj, če me sprašuješ o letnici, ne vem. Tudi jaz zdaj ne vem. Ne vem, ampak mislim, da je bilo tam nekje 2008, ne vem, kdaj je bila točno prenovljena. Ker vem, da takrat, saj so jo malo po prvih tekmah, so jo pol prenovili in pač pa smo bili pa pač konstantno stalne članice tam. A si imela mogoče potem strah do tej skakalnice ali neko spoštovanje? Ko sem šla prvič na prenovljeno, sigurno. Ampak, ko jo enkrat pogruntaš, pač je veliko lažje. Normalno, takrat, ko si bolj v formi, tudi če ti skakalnica toliko ne leži, jo normalno veliko lažje sprejmeš in predelaš, kakor takrat, ko ti kaj ne gre, ne. Tako da, pač tako, ko so bili vedno, ne. So dobri in slabi trenutki, ampak zdaj, ko sem že toliko časa tudi, ko sem se danes peljala, sem glih razmišljala o Ljubnem in o tekmah. Sem v bistvu se prav spomnila tudi kakšnih slabih stvari, ampak na koncu tako ostanejo samo lepe stvari v spominu. Ravno prejšnjič sem se tudi z Jurijem pogovarjala.
da nasplošno Slovencem pašejo težji profili skakalnic. A bi se strinjala s tem? Oziroma starejši profili skakalnic. Veliko Slovencev je res takih, da jim to paše, ampak jaz ne spadam med njih. Potem bi rekla, da te je vzdušje potegnilo za tvoje dobre rezultate na domačih tekmah. Ja, itak, ja. In tudi pač meni, ja, tam vzdušje, saj sama veš, pač jaz se spomnim tudi tistih prvih tekem, ker veš, da je bilo par gledalcev pač po tekmah, pa tako, mi smo imeli pač v Ljubnem že kar tako, pa je bilo v bistvu sem en trak, tok da niso v bistvu, glih tok da niso k nam v iztek lahko prišli. In ja, pač to, kar je zdaj, je itak še toliko bolj noro, kot je bilo takrat, ne, ampak ja, pač vzdušje je sigurno tisto, ki potegne in te v bistvu navda v bistvu še z dodatno energijo in motivacijo in ne vem, pač vse. No, ampak na začetku so bile predvsem nočne tekme oziroma popoldanske. Potem smo pač zaradi televizijskih prenosov šli na bolj sredino dneva. Ampak a so bile te všeč te nočne tekme? Ja. Večerne? Ja, vedno smo imeli prvi dan večerno, drugi dan smo imeli pa to zgodnje popoldansko, bom rekla, no. Ampak ja, pač tista nočna tekma je imela vedno nek svoj čar in vedno se spomnim, ki je bila pač sama tema in lepo je bila skakalnica osvetljena in vse in ja, pač tisti je bilo pač meni sigurno ful lepo in takrat, ko so nam predstavili, ko si začel v bistvu svetovni pokal, se mi zdi, smo bili vse tako malo, ojoj, pa ti si je bilo pa zmeri to klušen, ko je bilo pod reflektorji pa vse, da je bilo pač malo drugače in vse, no, ampak ja, televizijske pravice so televizijske pravice. A se mogoče spomniš, kakšen nekak ime je imela tekma na Ljubnem med drugimi tekmovalkami iz tujine? Zakaj niso marale hoditi tja? Spomnim se, da niso marale zaradi blata. Ja. Ker je bilo pač res zelo veliko blata, ampak ne spomnim se pa, kako so jo poimenovale. Ja, pač blatna tekma. Ja, pač ja, sem mislim, da so imele kaj tako. Ne, to. Kaj nisem ujela, ja, ampak drugače pa ja, spomnim se, da je bilo veliko blata, ja, pa vse, ampak so organizatorji zelo hitro tudi to popravili, ampak vem, da tudi ne glede na to, pač mislim, da so bile tujke zelo tako podobne meni, čeprav sem bila jaz pač kot Slovenka normalno veliko bolj navdušena nad Ljubnem, ampak so imeli vse malo ta respekt pred skakalnico, ampak so zmeri ful rade prišle, ne glede na to, na skakalnico, sem zaradi vzdušja, ne. In pač ja, to je sigurno bistvo Ljubnega. Kako se pa ti zdi, da so vas sprejeli na Ljubnem domačini? A ste bile toplo sprejete? Vedno. Ja. Vedno je bilo tako prijetno vzdušje in mislim, da vsi domačini še danes dihajo s to tekmo. In pač, ja, vse punce, mislim, da tudi tujke se niso nikoli pritoževale nad prenočišči in nad vsem gostoljubjem tam, no. Kateri je pa trenutek na Ljubnem, ki ti je mogoče najbolj se utrnil v spomin? Zelo mešano, ampak sigurno se bom vedno spomnila, da je bila Ljubno moja zadnja tekma v svetovnem pokalu, čeprav takrat nisem vedela, da to je, ampak po drugi strani, ko zdaj pogledam nazaj, se mi zdi, da sem čutila, da je bila zadnja tekma. To je ena stvar, druga stvar je pa, da se spomnim še preden je bil svetovni pokal. Ja. En vikend sicer vem, da ni bila polno zasedena, niso bile vse punce tam, ampak vem, da smo Slovenke toliko dobro skakale, da zdaj bom na blef rekla, ampak mislim, da nas je bilo 4 med 6 ali nekaj tazga. Če na hitro preštejem, mislim, da smo bile 4, no. In tisti vikend je bil sigurno nekaj posebnega, no. No, mislim, da si bila tudi kot prva Slovenka v skupnem seštevku med 3 v celinskem pokalu. Takrat tisto ena izmed tvojih boljših sezon. Najboljša sezona. Kako si se takrat počutila kot kot prva, kot nekaj pač
v zgodovini boš vedno zapisana. Ja, to je res, ampak v tistem trenutku to mislim, da niti ne razmišljaš o teh stvareh, v bistvu te bolj žene naprej, kaj lahko ti še popraviš, da si lahko še boljši, kako se boš pripravil na naslednjo sezono. Tako da mi je bila to v bistvu bolj motivacija za naprej. Ampak ja, pač tista sezona je bila sigurno, pač v bistvu sem par let, vsako leto napredovala in sva se tudi z Melanie Feist tisto sezono zelo borile, katera bo na tretjem mestu, tako da sem jaz zadržala pač to tretje mesto, mi je sigurno takrat veliko pomenil. Ampak res pa je, to se tudi spomnim, da v tisti sezoni sem si jaz v bistvu dala še toliko enih ciljev za naprej in sem vedela, da imam še toliko enih stvari pred sabo, ki jih lahko dosežem in kaj lahko pri sebi popravim, da bom še boljša, da nisem v bistvu niti gledala na to kot neko ful dobro sezono. Ja. Ampak naslednjo sezono se je pač zgodila poškodba in se je v bistvu pol začelo vse skupaj malo podirati. No, imela si kar nekaj poškodb skozi svojo kariero. Kako si se spopadala s tem, kaj bi mogoče svetovala mladim, ki se spopadajo s poškodbami? Kar se jaz sebe spomnim, pa vseh teh poškodb, meni nikoli ni bilo, da bi zdaj padla v neko žalost, depresijo ali kakorkoli. Vedno mi je bil to v bistvu prvič, vsakič, ko sem prišla do zdravnika, je bilo samo, kdaj grem jaz lahko naslednjič skakati. Tako da mislim, da moram je tudi vsak športnik pač pri sebi v bistvu, kako se počuti v bistvu ob samih poškodbah, ne. Ker v bistvu najhujša je bila ravno tisto naslednjo sezono po tej moji najboljši, ker sem si poškodovala koleno, ker jaz sem imela vedno z gležnji probleme, pa je bilo pa kar naenkrat koleno in se prav spomnim, ker sem šla v bistvu k tašči od mojega brata, ki je zdravnica, in sem prijela eno knjigo, da sem sploh videla, kako je sestavljeno koleno. Tudi vedela nisem, kako so te vezi in vse, da sem sploh dojela v bistvu, kaj pomeni moja poškodba. In takrat me je sigurno pač potrl, ker je bilo tik pred sezono in sem komaj čakala, ker mi je bilo zmeri ta jesenski del, pač sem imela že vsega dosti v bistvu treninga. Najtežji, ne? Ja, itak, ja, in sem komaj čakala v bistvu, da se začne, ker pač jaz sem vedno najbolj uživala na tekmah, ne na treningih, ne. In tist me je pač malo tako, ampak še vedno sem pač imela že takoj pred sabo cilj, naslednje leto je svetovno prvenstvo, prejšnjo sem bila 4., zdaj pač valjda ciljam na medaljo, in kadar mi je bilo težko, sem vedno imela tisto tekmo v glavi. Tako da, kar se tiče kakšnih nasvetov, za športnike pa poškodb, jaz mislim, da če si daš nek cilj v glavo, zakaj delaš, je vsakič lažje, tudi takrat, ko fejs pečejo mišice. Ja, to sigurno. Veliko tekmovalcev se spopada s poškodbami, težko, da kdo gre čez kariero brez poškodb, in sigurno so na žalost sestavni del športa. Ja, pa sigurno moraš biti potrpežljiv, ko pride do poškodb, pa poslušati svoje telo. Ker vemo, da nas je veliko športnikov, ki gremo radi z glavo skozi zid, in pa vsi mislim, da vemo in se zavedamo tega, da si lahko škoduješ, ampak v tistem trenutku je včasih težko reči stop, da zdaj pa dosti, ne. Sigurno, ampak vedno si se lepo pobrala po vsaki poškodbi. Si pa bila ena od 4, ki so prvič nastopile na olimpijskih igrah v Sočiju. Kakšen korak je bil to mogoče v tvoji glavi za ženske skoke? Ja, to je bil ogromen korak za ženske skoke in ženski skoki so se v bistvu hkrati postopoma razvijali oziroma se še zdaj razvijajo, in tudi zdaj, ko pogledam tekmo, sem prav vesela, koliko se je v bistvu nivo skakanja dvignil, ne. Ker vemo, kako je bilo pri nas od začetka. Tudi če si slabši skok naredil, pa drugega ful dobrega, si lahko še zmeri zelo hitro prilezel med 10, ne.
Zdaj ni več tako enostavno, ne. In ja, pač olimpijske igre je bil en ogromen korak v samem razvoju in v bistvu tudi na področju sponzorstva in tako naprej. Tako da v bistvu smo bile vse, se mi zdi, zelo vesele. Tudi če nas je bilo takrat samo 30, ko smo tja prišle pa vse. Jaz v bistvu, pač to je spet moje mami, mi govori te zgodbice, jaz se to ne spomnim, da ko sem začela skakati, Okay. da sem rekla, da jaz bom skakala, dokler ne pridem na olimpijske igre, pa tudi če neham. Pa takrat, veš, da se tudi pogovarjali, še nismo o tem, Ja. da bi pa ženski skoki prišli na olimpijske igre, ampak ja, pač olimpijske igre vsi vemo, pač to je največji dogodek v športu in mislim, da si vsak športnik pač želi biti saj enkrat tam. No ja, velikokrat pozabimo glede na stanje, ki je sedaj, skozi kakšno pot v bistvu so šli ženski skoki. Ne same tekmovalke, ampak nasploh razvoj discipline iz v bistvu. Iz nič. Ja, tako. Ja, pač sej v bistvu jaz sem v Sloveniji ali pa tudi po svetu že malo tako druga generacija, ne. Nisem bila na čisto v njih vseh prvih tekmah, ampak sigurno sem bila pa na prvih tekmah, pač mednarodnih, pa potem, ko smo dobili celinski pokal, je bilo že to, ne vem kaj, ne, mislim, da se je 2004 začel celinski pokal, pa potem, da smo dobili mladinsko svetovno prvenstvo, pa prvo člansko svetovno prvenstvo, to so bili vsi mali koraki do tega, da smo prišli do svetovnega pokala in pol naprej do olimpijskih iger, ne. Zdaj pa, ampak ne, sej vemo, zdaj pa spet, ne, punce imajo eno tekmo oziroma zdaj imajo še mešano tekmo na olimpijskih igrah, pač tle je še ogromno enih stvari. No ja, ampak jaz osebno vedno poudarjam, da se punce ne primerjajo s fanti, ampak v bistvu, da peljejo svojo zgodbo. One si želijo svoje mesto, ni zdaj tisto, ne, mi smo tako kot fantje, hočemo biti tako kot fantje. Ne moramo biti, no, in prav je tako, no, pač meni, kar je všeč, je tudi to, da ko sem jaz začela skakati, pa ko smo bili na treningih, pa to smo bile punce toliko redke, da smo se mogli marsikdaj tudi malo skregati s fanti, ne, na skakalnici, pa prideti na vrsto, da smo se spustile dol. To se mi zdi, da se je zdaj vseeno zelo, že no, pri meni se je veliko spremenilo, ne, pa da so začeli moški del skokov nas drugače gledati pacient, ne, pa da so videli v bistvu, da isto grizemo in hočemo biti najboljše, ne, tako da, ampak ja, jaz mislim, da bi mogle svojo pot furati naprej, no, in to, kar zdaj neki hočejo združevati, pa to, če mene kdo vpraša, meni to ni všeč, čisto za neko novoletno turnejo pa to, ne. Jaz mislim, da je prav, da imajo punce svoje prizorišča, tam, kjer se pač res dobro počutijo, ne da se zdaj to neki turi nekam, kjer organizatorji jim je skoraj da ne v breme, da ženske skoke vzamejo, ne. Ampak ja, so drugi na temu, da bojo odločali. Ja, sigurno so nekako deljena mnenja, vsaj trenutno. Punce si sicer zelo, zelo želijo te novoletne turneje, vseeno je to neka zgodovinska, z zelo dolgo tradicijo tekma. Tako da v bistvu bomo videli, kako se bodo v prihodnje odločili vsi tisti, ki se o tem odločajo. Ja. Mi bomo spremljali. Tako. A zdaj, ko si nehala, spremljaš naše punce? Ja, spremljam, ja. Še vedno me zelo zanima, ampak opažam pri sebi, da v bistvu, ko sem nehala, sem bila 1-2 leti čist noter. Bog ne daj kakšno tekmo zamuditi, vse sem mogla vedeti, kaj se zdaj pri pravilih dogaja, pa tako me je zelo zanimalo. Zdaj pa ugotavljam, da vedno manj tekmovalk poznam osebno, vedno bolj sem ven v bistvu iz tega kroga in vse, manj imam informacij in tudi ne sikeram se toliko, če kakšne tekme ne gledam, ne. In no, dobro, sploh, ker sem se preselila še v Ameriko, ne morem vsega niti v živo gledati, tako da iz tega vidika sem sigurno pač malo ven padla zdaj, ampak še vedno pa vsakič vem, kdaj je kakšna tekma in pogledam rezultate in spremljam, kaj se dogaja, no, saj malo od odzunaj, no.
No, ravno danes je Nika Prevc slavila zmago v Engelbergu. Kako komentiraš, pa ne samo Niko Prevc, tudi ostale, mogoče najbolj še vedno poznaš Emo. Kaj misliš, kako se spopadajo z vsemi novostmi, z napredkom in kako nasploh gledaš na svetovni pokal? Tako, kot sem že prej rekla, sigurno sem opazila, da so šli skoki in tehnika skokov pač pri ženskah zelo, zelo naprej in je konkurenca veliko močnejša, kot je bila, in se skoki sigurno razvijajo v pravo smer. Kar se tiče vseh pravil in vsega, že malo težko komentiram, ker vem, da se je toliko enih stvari spremenil, pa pač na vsake toliko časa kaj izvem, tako da pač vem, da je veliko bolj komplicirano, kot je bilo pri nas, ampak jaz, kar se tiče slovenskih skokov, sem bila najbolj v bistvu vesela, ko sem zvedela, da je v bistvu Zoran prevzel pač reprezentanco, ker vseeno sem ga toliko poznala, da sem vedela, da se bo sigurno nekaj spet spremenil, ker je prišel en trener, ki se mi je zdel, da bo tam srcem in res pač delal za ekipo in to se je tudi videl na samih rezultatih in tudi Slovenke so takrat začele, oziroma ste začele, ker si bila še ti takrat noter posegati po res visokih rezultatih in spet pridobivati spoštovanje. Tudi, pač vsi smo imeli vedno spoštovanje, vedno je bila kakšna, ki je ven skakala pa vse, ampak takrat je bila pa res ekipa tako močna, da je bilo pač meni osebno v tako čast gledati, pač moj mož se zmeri mi smeji, ker jaz sem čustvena in jaz sem bolj toliko vesela, jaz začnem jokati in vse. In ja, pač meni je bilo sploh olimpijske igre, meni je bilo tako noro, da jaz sploh nisem mogla dojeti, pač vsi smo si želeli medalje, sama veš, da na velikih tekmovanjih nikakor nam ni ratal medalje dobiti, kar se je pa zgodilo takrat na olimpijskih igrah, je bilo pa meni pač vse za naprej in za nazaj poplačano, za vse, pač, ki smo se ukvarjali ženskimi skoki, ki smo delali pač za to zgodbo in vse in ja, pač. Rezultatsko zelo, zelo na visokem nivoju so in kot vemo, je težko slediti temu, ampak jim kar gre zaenkrat. Ja, pač tudi letos v bistvu, vsi vemo, da izmeri ta začetek sezone tudi ne pokaže čist realne slike, ampak ne glede na to, da se je zamenjalo vodstvo v reprezentanci, sem vesela, da je Nika Prevc ohranila tak visok nivo skakanja, da je Ema zelo blizu, ostale se pa malo lovijo, zdaj jaz težko pokomentiram, kaj je bilo, kaj ni bilo, vemo, da je bila Nika Vodan, zdaj pač malo poškodovana pa tako naprej, ampak težko komentiram, kaj je zdaj, kaj bo, kakorkoli, ampak Ema pa Nika sta sigurno na svojem, na dosti visokem nivoju, cela reprezentanca bo pa tudi verjetno se še malo sprostila, pa kakšen dober skok pokazala skozi celo sezono. No, prihaja novo leto, z novim letom je vse drugače, tako da upamo tudi na ostalo ekipo, da se preključi. Da se malo prebudi, pa da pokažejo, kaj imajo v nogah. Prej si omenila, da si se preselila v Ameriko. Nam zaupaš, kaj Eva počne sedaj? Ja, z možem sva v bistvu sprejela izziv in sva v bistvu se odločila, da se začasno preselimo v Ameriko. Cela odločitev je bila v bistvu povezana z slovenskim podjetjem, ki ima gor v bistvu predstavništvo, pač ameriško podjetje. In z možem sva sprejela pač to, da ga vodiva v bistvu. Mož je sicer direktor, jaz mu pomagam z vsem, kar je okrog glavnih stvari, se pravi z računovodstvom, financami, administracijo, logistiko, uvozom, pač ni da ni, no. Mi je všeč, ker je pač pestro, pa v bistvu vse skupaj, no. Cela poteza, no, je en velik izziv in mislim, da nam tudi kot družini, no, da smo se še bolj povezali, pa vse
da je tako zanimiva izkušnja. No. Torej, Eva ima zadnjo besedo. Ja, normalno. Ženske imamo vedno tisto zadnjo kontrolo, ki moramo malo pobrcati moške, v katero smer mora iti. No. Sorry, Franci. Ampak ja. Ne. V bistvu je zelo zanimivo, no, ker z možem nisva nikoli v bistvu sodelovala poslovno. No. Pa moram priznati, no, da sva se zelo ujela, tudi zelo sva dober, v bistvu si zastavila, kaj ima kdo čez. Zaupava si in točno veva, da ko se nekaj zmenjava, pač tisto je narejeno. Tako da ja, zanimivo. No, da počasi zaključiva, smo ravno pred prazniki, imaš kakšne posebne želje za vse navdušence tekem na Ljubnem? Bom rekla, da vsem želim vesele praznike, srečno novo leto, pa spočite se, pa se pripravite na Ljubno, da boste zelo, zelo dobro pa glasno navijali za naše. Hvala lepa. Enako seveda želiva tudi našim skakavkam. Vse lepo za božične praznike, novoletne praznike. Najlepša hvala, ker ste spremljali najin čvek. In se vidimo v naslednjem podcastu.